Lep dober večer, dragi prijatelji, drage gospe in gospodje. Z morda nekoliko provocirano skladbo Tujca v noči bomo se družili nocoj kot prijatelji. Iskreno dobrodošli v Menačnikovi domačiji, v novi kulturni sezoni, ki je bogato nas obrodila z raznoraznimi darovi, med drugim tudi z razstavo domžalske umetnice Vere Trstenjak, ki jo seveda prav prisrčno in toplo pozdravljam v naši sredini. Pa še res je nekje na sredini, kaj ne? O njej, njenem delu bo spregovoril njen sosed, prijatelj, domžalec, publicist, novinar Matjaž Brojan. Izvoli. Spoštovana in draga Vera, spoštovani domžalci. Ivan Cankar je v svojem kurentu opisal, kako je Bog ustvarjal svet in kako mu je po stvarjenju ostalo prgišče lepote. Vrgel naj bi jo na ta naš konec planeta, kjer smo Kranjci doma in kjer naj bi se zgodila nebesa pod Triglavom. Res so se zgodila in res smo po milosti Božji lastniki teh nebes nad Bohinjem in tam okrog. In še to je po Cankarju rekel stvaritelj sveta. Srečni ljudje bodo živeli tod. Njih pesem bo vriskanje in vriskanje bo njih pesem. Tu pa človek postane nejeveren, dvomljivec se oglasi v njem, kako in v koliki meri je poskrbljeno za srečo teh ljudi izpod Triglava. Kje je vriskanje, da je pesem in da je obratno? Zakaj ni omenil tudi tega, da nam je Bog dal srečnimi in ustvarjalnimi ljudmi tudi kradljivce, tatove in one, ki so poskrbeli, da je, če tudi po Božji volji, med Kranjci utihnila vesela pesem, vriskanja iz veselja nad življenjem, pa v tej Kranjski že zdavnaj ni več. K sreči so nam Kranjcem, ki moramo živeti te neprijazne čase, dali vsaj pridne, ustvarjalne in v prihodnost obrnjene ljudi. V teh časih jim pravijo, da so pozitivci. Ta in taka je Vera Trstenjak, akademska slikarka, ki nas svojimi poduhovljenimi slikarskimi izdelki spremlja že dolga desetletja. Na samosvoj ustvarjalen in nikomu škodljiv način se pretika skozi čas z mislijo v svetlobi kozmosa, z roko pa na čopiču in med barvami na paletah, kjer barve čakajoče čakajo na njene posege. Ti posegi na platna, ki smo jih imeli čast spoznati v preteklosti, govorijo, da gre za razmišljujočo osebo, ki skozi govorico predmetnosti pripoveduje tudi o onostranskih, to je ontoloških stvareh, o kozmičnih in drugih danostih, o njihovih možnih tolmačenjih in vsem, kar je razmišljujočemu človeku dano vnesti na platna, vodena s pametjo in veščo roko, kot je Verina. Pred nami na tej razstavi je veliko obrazov, ki jih Vera Trstenjak umešča med svoje ljudi. Obrtna veščina je omogočila, da jih vsi prepoznavamo kot svoje someščane, ona pa je ob galeriji Domžalčanov ali Domžalcev shranila tudi sporočila o potrebnosti varovanja zelene dediščine, ki jo mi še imamo iz preteklosti, vprašanje pa je, koliko časa jo bodo še imeli zanamci. Ta misel ob portretiranih ljudeh posredovati tudi klic, rešite zeleno, je bila tista, ki je obrazom, kakršni se razgrinjamo z Verinih portretov, dodala novo istočnico za razmišljanje in prepoznavanje aktualnih dilem obvarovanja zelene sedanjosti. Upamo zato, da se bo ob obrazih, ki vam v portretih govorijo in ki se zanesljivo ne bomo ohranili, da se bo ohranila vsaj zelena prihodnost. Hvala ti, Vera, za vse. Za mnoge razstave,
ki si jih že pripravila, za tvojo prisotnost v Domžalah in za priložnost, da se lahko še enkrat po domžalsko srečamo v tej hiši in da doživimo spet nov večer, da smo v tej hiši spomeniku Domžal ponekdanje in da bo z nami vsemi ta večer nekaj utripa, domžalskega utripa v nas, ki te Domžale skupaj z vami, spoštovani obiskovalci, predstavljamo. Razstavljavki iskrene čestitke, vsem vam pa povabilo, da si razstavo, ki vas še čaka, ogledate. Hvala. Ta subtilen sprehod po delih Vere Trstenjak je poustvarjal tudi njen prijatelj Igor Seme. Hvala lepa. Spoštovani, vsak kulturni dogodek, kakršen seveda tudi današnji, je hkrati tudi družabni dogodek. Družili se bomo še lahko cel večer s svojimi prijatelji, s svojo in našo drago umetnico. Po odprtju razstave vas vabim, da se še enkrat sprehodite po njenih delih, potem se pa dobimo v drugem delu Menačnikove domačije, kjer se bomo ob skromnem prigrizku oziroma pijači lahko prijetno družili in poklepetali. Predvsem slednje je najpomembnejše. Vabim vas seveda, da se pridružite tudi drugim kulturnim dogodkom, ki jih bomo uprizarjali vsak mesec v Menačnikovi domačiji in seveda hkrati tudi vsem drugim dogodkom, ki jih bo organiziral naš zavod. Seveda pa so v današnjih časih, ki niso morebiti za marsikoga preveč rožnati,
obiski in podoživetja kulturnih dogodkov še kako dobro zdravilo in ne navsezadnje tudi povsem nepokvarjena hrana. S tem je današnja razstava odprta. Jaz bom za sam zaključek samo prebral misli, ki jih je gospa Vera Trstenjak zapisala ob ustvarjanju svojega dela. Smo spremljevalci ali opazovalci tega časa in prostora. Ljudje smo del celote, del planeta in hkrati del osončja. S pozitivnim in modrim razmišljanjem lahko obdržimo svet tako lepo zelen, kot ga skušam naslikati. Dovolite mi, da se umetnici iskreno zahvalim in čestitam za nocojšnjo razstavo. Čestitam. Dovolite mi, dragi prijatelji, znanci, ljubitelji umetnosti, da vas tudi jaz pozdravim vse skupaj in da vam zaželim lep, prijeten večer ob mojih delih, ob čudoviti glasbi Igora Sameta, ki je ravnokar prišel iz Švice, da bi bil tukaj prisoten in da bi nam olepšal večer z njegovimi melodijami. Hkrati se pa želim tudi zahvaliti gospodu direktorju Milanu Mariniču in njegovi pomočnici Katarini Rus, ki je organizirala to razstavo, in Romanu Kosu, ki je postavil to razstavo. Velika hvala pa Matjažu Brojanju za tako čudovite reminiscence in upam, da bova še naprej sodelovala. Moj sošolc. Imejte se lepo. Samo moment. Skromen prispevek, skromno darilce za vse ustvarjalce, ki jih je gospa Vera Trstenjak danes že imenovala. Ima seveda tudi blagovna znamka Menačnikova domačija pripravljen, tako da boste v tele vrečki dobili spominček na današnji dogodek. Gospa Vera Trstenjak, gospod Igor Seme. Hvala. In gospod Matjaž Brojan. Ni moja navada spuščati sem hoditi po svetu, ampak z Vero sodeluje že več kot 30 let, pa nimam za to tega šopka s sabo. Jaz sem jo vedno cenil zaradi izvirnih in originalnih idej, ki jih je vedno imela unikatne, tako rekoč, odkar jo poznam, vedno bila nekaj posebnega, pa tudi zato nimam tega šopka s sabo. Ampak zaradi tega, ker je med drugim tudi moj ksiht namalala tam gor. Res pa je, da imam jaz pogled vedno uprt od tla. Od tla imam uprt pogled iz preproste razloga, ker nišem gobe ali pa pazim, da se ne spotaknem. Še en glasbeni sprehod, pa imejmo v mislih dela Vere Trstenjak. Se je lahko malo leže.
Vem, še tako težko. Bomo najlepša hvala. Tudi. Не treba se prilagajati. Ne. Pravo veselje. Ja. Živijo. Galerija, kar hočete, si tukaj. Eni res brez Slamnikčeva delala portret, pa bo ona hotela portret in ga bomo nekam med jabolka dali. Mam sonček. Živijo. A smo boš malo posnel? Ja. Jasno je res, a ona ga ima tako fino narekla, da je to visoko. Da v bistvu nobena stvar ne more zbrati. A ste bili v Sloveniji? Še sem šel dol, sem šel v Dalmacijo, sem se šel v celo družbo, sem se pobral v Slavacijo, sem šel pa mesec, sem mesec pa ki je bilo